Jaz sem Maša Ogrizek, mladinska pisateljica. To je moj poklic, ampak meni se zdi, da to sploh ni delo, ampak bolj igra. Pri pisanju res neznansko uživam, to mi je najlepše početi na svetu. Edino, kar potrebujem, je, da sem res sproščena, ker ideje dobim takrat, ko nikamor ne hitim. Recimo, zelo pogosto jih dobim, ko plavam v bazenu ali pa na kolesu, ko kuham, včasih celo, ko spim. Jaz vedno tako pišem, da zagledam lik v glavi. In ena, recimo, knjiga, tale, Krasna zgodba je naslov, sem zagledala dva dvojčka, doktor Knjigco pa doktor Klobučnika, kako imata taka velika cilindra na glavi, eden od njiju ima pod njim skodelico s kavo, drugi pa nalivno pero. In od tukaj sem pol pletla zgodbo. Včasih se pa zgodi, da pišem knjigo o nekom, ki ga poznam, ker me je tako navdušil. In taka je pa recimo moja knjiga Gospa s klobukom, v katerim sem pisala o stari teti mojih otrok, ker je taka zelo, zelo zanimiva oseba, zabavna in nenavadna. Obema te resnični gospe, pa te mojemu liku v knjigi je ime gospa Ljudmila in obema je skupno tudi, da sta po poklicu šivilji v pokoju. Knjiga pa pripoveduje o tem, kako ta gospa Ljudmila, ki cele dneve čepi v postelji in miga s prsti in nič pametnega ne počne, nekega dne sklene, da ima vsega vrh glave in da gre na potovanje. Izpod postelje povleče velik kovček, ki ga je zapustila njena teta Alma, in se odpravi na potep. Po poti po naključju odkrije, da je ta kovček v bistvu čudežni kovček, da je kovček mobil in da se lahko z njim prevaža naokoli, kot bi bil neke vrste motor. Na potovanje pa ne gre čisto sama, ampak vzame tudi prijateljico, in sicer to je pa tale papiga, ki je ime Arabela. Ne vem, ta Arabela se kar pojavlja v moji glavi, ampak potem, ko sem razmišljala za nazaj, sem se spomnila, da si jaz kot otrok, kot deklica, nikoli nisem želela imeti psa, ampak vedno ptiča. Doma smo sicer imeli kanarčke, ampak s tem nisem bila zadovoljna. Jaz sem si želela eno tako veliko črno vrano, ki bi mi sedela tako na rami in bi jo jaz naučila govoriti. Da bi bila malo taka čarovnica in bi me tudi malo sošolci občudovali. In tako sta nastale iz dveh, recimo, resničnih utrinkov iz življenja, tele dve junakini, ki nastopata v knjigi Gospa s klobukom, in bom kar prebrala en odlomek, ko prispeta s tem kovčkom mobilom na morje. Morje pa tudi zato, ker je zame simbol svobode in jaz ga naravnost obožujem. Po prihodu šolskih avtobusov je v kampu vršalo kot v panju. Tonja ni vedela, kje se je drži glava, saj se je morala poskrbeti, da so vsi našli prtljago in da so bili prijatelji skupaj v bungalovu. Skupaj s šolskim učiteljem telovadbe sta razporedila otroke na skupino plavalcev in neplavalcev. Otroke, ki niso znali plavati, je vodila Tonja. Zvečer je bila tako utrujena, da je potonila vsem kot kamen. Gospa Ljudmila in Marina sta se ves teden držali bolj zase. Prvih nekaj dni sploh nista stopili iz prikolice, kjer sta igrali Črnega Petra in Človek ne jezi se. Nato je radovednost premagala. Najprej sta poslali v izvidnico Arabelo. Ta se je takoj spoprijateljila z gručico deklet, ki so čez dan na obali gradile gradove in se s kepami iz mivke obmetavale s fanti. Zvečer pa so prirejala pevska tekmovanja. Arabela je zapela Bela čau in se uvrstila na drugo mesto. Marina se je najraje družila s kodrolasima bratoma. Starejši Maki, ki je imel eno roko v mavcu in se zato ni mogel kopati, je naokolo hodil s kamero in snemal vse mogoče. Mlajši Žiga pa je rad izdeloval stvari iz lesa, ki ga je naplavilo morje. Koliko si star? Je Marina vprašala Žiga, ko sta skupaj gradila srednjeveško utrdbo. 7 let in 2 meseca. Pa ti? Jaz pa 6,5. Jeseni gremo v šolo. Je luštno v šoli? Ja, le preveč moramo sedeti pri miru, ampak se tudi veliko igramo. Naslednji dan je Ljudmilo iz popoldanskega dremeža prebudila glasno vreščanje in vzklikanje deklet in fantov. Kaj hudimana se dogaja, je zarobantila. Marina je urno splezala na drevo, kjer sta Žigom zgradila razgledno ploščad in pogledala skozi teleskop, ki ga je prinesel oče. Nekaj plava na morju in vsi se drenjajo na obali, je poročala.
Vidim zastavico, na kateri je narisana smrtna glava. Čakaj, da izostrim. O ne, Arabela je na majhnem splavu, privezana na jambor in veter jo nosi na odprto morje. Rešiti jo morava in to takoj, je zaklicala Marina, skočila z drevesa na tla in stekla v vodo. Ljudmila je bila v hipu budna. Nataknila se je rokavček in se prerinila mimo otrok. Zagledala je Marino, kako plava daleč od obale, še naprej od rumene boje, do katere je zmogla sama. Že je zajemala zalet, da bi šla reševat deklico, a jo je Tonina krepka roka ustavila. Pustite jo, saj bo zmogla sama.